En lep dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Danes je 25. maj, 30. oddaja Veselice na vasi. Sploh ne morem verjeti, kako je minil ta čas. Nocoj se bomo poslovili za nekaj časa, torej čez poletje, da si vi vdahnete od nas, mi si vdahnemo od vseh teh scenarijev. In ker je ravno danes 25. maj in dan mladosti, ki smo ga praznovali kar veliko let, smo nocoj pripeljali res mladost v naš studio. Z nami 4 simpatična dekleta, ki se imenujejo preprosto Skrivnost. Kakšna skrivnost? Pa razkrijemo po prvi pesmi. Žlahtna kapljica srca, neverjetno moč ima, opije te, če ljubezen pije se, vsak dotik in vsak pogled je po kapljici opit. Takrat želiš, da nikoli ne zaspiš, zaljubljena, to noč opil si moje mlado srce, prepuščam ti vse strasti in nižnosti, zaljubljena, kot vino zmešal si še mojo glavo, vsak tvoj dotik zbudi v meni kratek stik. Vsaka žlahtna reč ima konca dva kot palica, ko si opit, še razum srca je zvit, vsak dotik in vsak pogled je po kapljici opit. Takrat želiš, da nikoli ne zaspiš, zaljubljena, to noč opil si moje mlado srce, prepuščam ti vse strasti in nižnosti, zaljubljena, kot vino zmešal si še mojo glavo, vsak tvoj dotik zbudi v meni kratek stik. Zaljubljena, kot vino zmešal si še mojo glavo, vsak tvoj dotik zbudi v meni kratek stik, vsak tvoj dotik zbudi v meni kratek stik. Kaj je lepšega, kadar je mlado dekle zaljubljeno, pa da ima zraven še fanta, ne? Sedaj bom jaz povprašal naša simpatična dekleta. Prihajajo iz Kamnika, se mi zdi. Ana, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Sem prav povedal, iz Kamnika? Jaz iz Kamnika. Iz Kamnika, pa še iz Lukovice. Pa iz Lukovce, pa iz Grosuplj, tako. Ste majčkeno nametane? Malo nametane. Kako je prišla sploh ideja zaradi tega imena Skrivnost? Skrivnost. Torej, vi ste skrivnostne. Res je. Se zgledamo, ne? Ja, sigurno. Kaj je bistvo v tej skrivnosti? Ja, bistvo te skrivnosti, če smo čisto iskreni, ni neka skrivnost, ne? Ampak to, da smo mi kot sestre, se pravi Ema, Ana in Kristina. Ste sestre? Smo sestre in smo se odločile enega lepega dneva, da pa mi en ansambel naredile, a ne?
In pol je bila to ta skrivnost, da na začetku nismo imeli imena. Smo rekli, nič, naj bo to zaenkrat skrivnost. Pa smo pa povabili Carmen tudi zraven in pa smo res naredili eno tako skrivnost in začeli špilati. In to je to, no, nič kaj posebenega. Ampak... Ja, zanimivo je ime in ko vidiš plakat, igra ansambl Skrivnost. Ja, to pa moramo iti pogledati. Kakšna skrivnost bo kaj? In to se dere ljudi po moje. To je to, res je vse. Ja, zanima me ena stvar. Ja. Kdo je vam vzornik? Kakšen ženski ansambl recimo? Kakšne mogoče Vesele Štajerke so ene prvih, ne? Ja, zagotovo ženski ansambli, ampak predvsem se mi zdi, da vsi, ki znajo dobro, kvalitetno, narodno-zabavno glasbo igrati, no. Predvsem strmimo k tem. Potem sigurno znate, če ste Kamčanke 3, ne? Ja. Veselo Kamnik, to je himna vaša, po moje. Himna bi mogla biti, ja. Pa v Bistrici sem rad se igral, recimo, pa te skladbice. Ja, te skladbice, ja. Povej, kje snemate te skladbe, ki jih bomo slišali? Malo smo pri Podpečanu, tako, mešano, no, tudi mi se tako skozi leta, ne, malo enkrat tukaj, malo tam, tako, probavamo različne stvari, no, tako, kar nam pač v tistem obdobju paše, no, tako da največkrat pri Podpečanu. Vse to je preizkušena zadeva. Preizkušena, točno to. Odličen producent. Ja. Praznovali ste že 10-letnico, je tako? Ja, res je. To je bilo pa pred... Eno leto nazaj. Ja, 10 let. Tako, zgledamo mlade, a ne? Ja, zelo. Jaz sem vprašal, kdo vas je pripeljal, ne? Ja. Ali ste se kar brez izpita pripeljali, ne? Pa smo rekli, da smo kar drzne. Pa tako vele kombi, to še jaz upam voziti. Ja. Mi smo gajsne punce. Ste, ne? Ja, če dalje bolj, se mi zdi takle, časi so takšni, ne? V glavnem naslednja skladbica. Ja. Šopek rdečih rož. Naša Carmen jo je napisala in je naša harmonkarca. Harmonkarka? Ja. Jo lahko nekaj poprašam? Ja, izvolite. Carmen, sicer bomo še govorila, ampak kje dobiš idejo za skladbo? Kar tako ti pride ali gledaš rože in rečeš, da bo pa tole rdeče rože? Ja, nekaj tazga, ja. Nekaj tazga? Ja. Pa z Grosuplja si? Iz Velike Račne, ja. Pri Grosupljem, ne? Tako. Tam je bil pa en znan ansambl tudi, ne? Boris Kovačič. Dekleta, zaigrajte. Prišel je fant na vas, povedat sem na glas, da izgubil je srce preljubki deklici. Deklica ga je prijela za roko, mu šepnila na uho, da le njegova bo. Šopek rdečih rož ji je podaril, na njena rdeča lička pa dal je poljubčka dva. Šopek rdečih rož ji je podaril, na njena rdeča lička pa dal je poljubčka dva. Punca zlatih las, ustavil se je čas, obarval se je svet, v čarobne barve spet. Šopek rdečih rož ji je podaril, na njena rdeča lička pa dal je poljubčka dva. Šopek rdečih rož ji je podaril, na njena rdeča lička pa dal je poljubčka dva. Prej smo rekli, če je dekle zaljubljeno, poti še pa poljubček, da kaj je lepšega, pa še rima se.
Torej, harmonikarka, ki prihaja blizu Grosuplja, je seveda zamenjala harmoniko in jo bom poprašal, kdo te je navdušil na igranju harmonika. Ali si kar prijela enkrat harmoniko v roki in si rekla, to je to, jaz bom zdaj igrala in konc. Točno tako. Točno tako je bilo. Danes mi pa ne bo treba nič povedati, Nič. kako izgleda. Ja, en dan sem rekla, Kaj smo mi dva to se že kaj čula ali koga? Ne vem. A Ste ne- kakšen mail napisali? Ne vem jaz. Kaj je to mail? To je že neki, To je že kar draga preveč zadeva, moderno, draga zadeva, ne? Ja. Karmen, verjetno si šla k kakšnemu mojstru, da ti je kakšno skladbo verjetno pokazal. Kdo je bil ta, Tudi ja. kdo je bil ta mojster? Nejc Kastelic. Odlično, ga zelo dobro poznamo. Koliko let si se nekje učila? Mislim, da je ne 3 leta. 3 leta. Sva se kar družila pa igrala in še Potem- zdaj se včasih srečamo, pa kakšno zaigramo. Super, zdaj pa sama verjetno. Ja. Kaj, po posluhu tako slišiš, da igraš? Ja, včasih mi rad tako slišati, ne pa zaigram. Ja. Katere skladbe najraje igraš, mi povej na harmoniko? Recimo, verjamem, ker si že proti Dolenjski, te že malo diši, ne, bi rekel. Lojze Slak, ne? Tako Lojze Slak, pa ja. kak Mihelič proti Tudi. Rejbnici. Pa, to še kaj. Ja. Kaj novejšega verjetno, kaj novejšega? ne? Najbolj sem za Lojzeta Slaka, Za on Lojzeta. se mi zdi tak res ta prav muskantar. A imaš mogoče skladbo, ki ti je pa mogoče najbolj pri srcu, da jo Ja. najraje zaigraš? Tak, da je Miheličeva je ena taka zelo lušna, ne? Dekle iz Ribence, zato ker ima tako lepo besedilo, ne? Ki skriva eno ime. Ja, ko boš Moj fanta Urban. ujela, ja, pa ga boš pa... Ne, Ja. fanta boš jela in pa ga boš zaklenala pod kletko in mora delati tako štekla. Ne? A tako se dela? Ne vem, Joj, menda ne, no. menda ja ne. Upam, da ne. In tudi to skladbo ste vi posnele Smo. in sedaj nam jo boste zaigrale, da se ti meh Hvala. odpre. Dekle iz Ribnice in ansambl Skrivnost. Jaz sem dekle iz Ribnice, moj fant je Ribenčan. Postaven in navihan je, preljubi moj Urban. Čeprav po svetu večkrat gre, jaz rada ga imam. Ni fanta bolj veselega, kot je moj Ribenčan. Ko se z menoj poročil bo, pohleven bo postal. Po svetu vandral več ne bo in le doma pospal. Kako pa to dosegla bom, ne delim si glave. Saj deklica nabrita sem doma iz Ribence. Kako pa to dosegla bom, ne delim si glave. Saj deklica nabrita sem doma iz Ribence. Zdaj sili glas se znova vračal, bo vsak od nas tjal rodno vas. Prijatelji, smo šli po svetu, obljubljali, smo mnoge si reči in rekli si, da spet ob letu doma se bomo srečali. Prijatelji,
srečamo in čaše dvignemo za naše mlade dni. Znova bo lepo, ko se snidemo in pisem vrne v nas mladostni čas. Življenje pa uvira pota, raztreslo nas, vse konce je sveta, zdaj sivi glas se znova vrača, bo vsak od nas pjal rodno vas. Saj bo še lepo, ko se srečamo in čaše dvignemo za naše mlade dni. Znova bo lepo, ko se snidemo in pisem vrne v nas mladostni čas. Znova bo lepo, ko se snidemo in pisem vrne v nas mladostni čas. Jaz moram napovedati osrednjega gosta, zakaj trimčkam, ker to je harmonikar, ko ste videli, ansambla Trim iz Maribora. Milan, lepo pozdravljen. Pozdravljen. Evo mikrofonček, še ti dam, poglej. Upam, da te nisem napovedal preveč športno, ampak iz trima bi lahko nastal tudi kakšen trim, ne, pohod ali kaj takšnega, ne? Včasih smo si domišljali, da smo mi trimovci zato, da trimamo. Ja. Še iz tistih časov, ko jih je vodil Mito Trefalt. Mito Trefalt, ja, tiste oddaje televizijske, je bilo to zelo aktualno Ja. in moderno. Potem mu je pa zmanjkalo trimčkanja, je pa Ja. učil ljudi plesati račke, ne? Točno tak. Milan, najprej prisrčno dobrodošel v Celju, iz totega Maribora bi rekli, ne? Hvala. Zelo sem počaščen, da si nocoj z nami na naši oddaji, kajti ansambel Trim ste bili le veliko ime narodno-zabavne glasbe za štajersko področje in pa seveda tudi za tuji trg nemško govorečega področja. Pa mogoče kar poveš nekje podatke, tam 76, nekje ste se ustanovili približno, ne? Kolikor imam jaz neke podatke. Ja. Uradno je bil ansambl res ustanovljen leta 1976. Tako. Igrali smo pa že nekoliko prej, še kot študentje, skupaj, predvsem smo šli v Švico igrati med počitnicami, da smo si kaj zaslužili. A kaj tako? Ja, Gremo v ne, Švico kar tako, pa- ne. A so Saj vas takrat je povabili? bilo, takrat je bilo to kar aktualno in možnosti so bile. Določeni lokali v Švici so pač permanentno imeli narodno zabavno muziko. In mi smo pač tu pa tam dobili kaki špil. Mesečni špili so to bili, mesečni aranžmaji. Kakšen Wolf tudi mogoče zraven? Ne, mi Niste smo bili? v glavnem bili v Winterthuru. Aha. Ja, to je bila ena restauracija, če se tako temu reče, Walfish se je imenovala. Tam smo praktično začeli, bolj pa se je začela Avstrija, pa Nemčija, bavarski del in tako dalje. Pol pa se je enkrat zgodilo nekaj drugega, mislim, da leta 1981 smo bili povabljeni v bivšo vzhodno Nemčijo, torej DDR, Deutsche Demokratische Republik, na en Blasmusik festival je bil v Cottbusu.
povabili so nas tja kot goste. Pa smo tam začeli, pač ena televizijska oddaja je bila seveda direktno v živo in smo mi pač tam igrali ali pa zaigrali 4 komade in seveda narod je bil dvorana okrog 3500 ljudi navdušeni, vstali in ploskali celi čas, ko smo mi igrali, tako da to je bil začetek, bi rekel, našega nastopa tudi v DDR-u, pa se je začelo. Aranžmaji so bili, mi smo potem kar nekaj časa hodili, mislim, da skoraj 10 let v vzhodno Nemčijo vsako leto na tako enomesečno turnejo. V tistem mesecu smo imeli tudi po 40 koncertov, tako da smo se kar nadelali. Narod, ljudje so to sprejeli, mi smo bili pravzaprav prvi, ki smo prinesli slovensko narodno zabavno muziko v vzhodno Nemčijo. Narod navdušen, sprejel nas je in smo, tako kot sem rekel, potem mislim, da 10 let, dokler ni padel Berlinski zid. Je pa ena zanimivost, ne, glede tega tudi padca Berlinskega zidu. Leta 1989 je padel Berlinski zid, ne? Ja, ja. In vi ste ravno takrat, ko so bile neke močne demonstracije, igrali v Dresdnu, je tako? Ja, ja. No, kako je bilo? Ja. Skoraj niste mogli spati, ne? Malo nerodno je bilo, neprijetna situacija. Mi smo prišli z koncerta, hotel je bil v centru mesta in v centru mesta demonstracije in to hude demonstracije, tam je bilo ne vem koliko črno ljudi, torej ne vem, 60, 70, 80 tisoč ljudi, se ne vem, zdaj že nazaj. In seveda nismo mogli do hotela, tako da smo se morali pelati v neko gostilno tam iz Dresdna, vem, da smo pač tam počakali tisto, da je šlo mimo, da smo lahko šli spat. Predno bomo, seveda, režija pokaže nekaj fotografij iz vaših začetkov in potem seveda naprej. Bi pa midva pogledala tole vašo prvo ploščo, ki je išla v nemškem jeziku, je tako? Tako, ja. To ste snemali pri nas v Sloveniji ali v tujini? Ne, to smo snemali v Avstriji, izdal je pa CBS, torej diskografska, velika ameriška diskografska korporacija. Kar nekaj tega vidim. Vsi na trim z... Ansamblom Trim. Ja, na Trim, ne, to je to, ko smo prej govorili, ne? Ja, jaz bi prosil režijo, če pokaže kakšno fotografijo. Milan, z vami je pela tudi žal pokojna operna pevka Dragica Kovačič, videli smo jo na tem spotu. Aha, prva fotografija, tle je že zraven Dragica? Ne, to še ni, ne? Ne. To je v bistvu ena bolj prvih zasedb tistih, ne? Ja, to je prva zasedba instrumentalistov. To ste pa igrali kje? To je bilo v DDR-u, v Berlinu, na neki televizijski oddaji, jaz ne vem, kako se je reklo. Smo pa nastopili skupaj z enim avstrijskim ansamblom, zabavnim, Regenbogen se je imenoval iz Graca, zelo popularen je bil in mi smo eno ploščo, to je ta plošča Kreuz Fidel, ste tudi z njimi skupaj posneli. Ja. Tako en miks, narodno-zabavni miks. Super, šlager miks. Zelo aktualno so bili nekaj časa. Kaj pa tole? To ste pa štajerske firdohe, gor vidim. To pa je iz popevke Vesele jesen in je Merjal Senak zraven, ko smo, mislim, da smo celo zmagali, strokovna komisija, prvo mesto smo dobili strokovne komisije. Ne vem pa niti katerega leta je bilo. Bomo videli za naslednjo fotografijo. Tle pa je že Dragica. To pa je Dragica, ja. To je pa ta zasedba, s katero ste tudi to skladbo posneli. Ja, tako. Dragica se je k nam priključila leta 1983. Njen mož je bil klarinetist? Ne, to je bil pa svak. A svak je bil? Ja, Srečko Kovačič je svak. Aha, tak je ta zadeva. No, to ste pa že bolj moderni zasedbi, ne? To smo že malo starejši, malo bolj resni. Ja, to ste že pri Vartek so kupili, sumniče. To ste zabavno muziko tudi igrali, verjetno? Ja, na veselicah. Muzikantno štadli? To pa muzikantno štadli, ja. Se ni gocev? Mi smo namreč se s Karlom Mojkom spoznali, mislim, da leta 1979. Karl Mojk je bil takrat moderator na radio Leipzig. In
Na Radio Linz, pardon, zdaj sem zamešal, ja, na Radio Vse je Linz. pa na L je pa oboje. Tako, Ja, ne. tako, ja. Ne. In To smo pa midva, to pa ni več To sva fotografija. pa midva, Krasno. ja. No, sedaj lahko pokažemo tole ploščo, ko smo prej govorili o njej, z Kreuzfidl. V glavnem, kako je bilo recimo, ko ste, meni ste vedno po 3-4 tisoč ljudi nekje na koncertih v vzhodni Nemčiji. Ja, bilo je različno. Jaz bom tako rekel, od 2000 pa celo 8000 ljudi v Berlinu, Palast der Republik se je imenovala, to sem si zapomnil, dvorana takratna, saj meni, da je danes ni več, so na novo naredili in tam je bilo 8000 sedežev in to je bilo polno. Tako da dvorane so bile res nekaj mesecev naprej razprodane. Dober občutek, ne? Zelo fajn občutek. Prideš tja, da ljudje bodo, da ne, da še je tu kar na razpolago. Ne, saj tako kot sem že prej rekel, ljudje so bili izredno navdušeni nad to muziko in mi smo pač, da ne rečem, imeli malo sreče tudi, da smo bili prvi tam in tako kot sem rekel, nas so sprejeli in nas so si prisvojili na nek način. Zelo dobro, odlično. Milan, kaj pa sedaj, kaj počneš, ko ne igraš več v ansamblu, pa harmoniko še verjetno primeš kaj v roke? Ja, harmoniko še primem. Jaz vedno pravim, da če si enkrat muzikant, pravi muzikant, pol si do smrti muzikant. Ne? To je res. Ja, pa lahko počneš kaj češ, še drugega zraven, ampak muzika je le nekako v tebi in brez nje je skoraj težko. Ne? Sej, če bi me punce rajše imele danes, ne več, nažalost, bi še mogoče šel kam špilat. Ja, sej, to bi še pa spravil skupaj moje, ha? Milan, v glavnem, zanima me še, kdo vam je pisal pa glasbo? Ste sami pisali? Ja, glasbo sta v glavnem pisala Srečko Kovačič pa Marjan Golob, nekaj je napisal Drago Winkler, žal tudi pokojni kitarist, ene par komadov sem jaz napisal. Tako da tekste v slovenščini nam je pisal pretežno Marjan Stare. Moram reči, da zelo lepe tekste, res z neko vsebino. Za nemško govorno področje pa je bil dr. Mario Engelsberger. Iz Graca. On je bil Mariborčan, ampak je v Gracu živel, je bil žurnalist. In on je tudi, bom tako rekel, zelo lepe, prijetne tekste pisal. Tudi nam je dva napisal. No, pol pa ga tako poznava. Tako da smo se spoznala z njim. Zelo prijeten možakar. Zelo prijeten možakar, ja. In ja, kaj ne rečem, Milan, jaz bi želel, da te že kdaj vidim s harmoniko, a se mogoče še dobite kaj ekipa, tisti, ki ste še takle kaj na vezi, se dobite, pa mogoče kaj zaigrate? Zdaj, ostali smo, od prve zasedbe smo ostali 3 samo. Moram pa tako reči, da smo, evo, kakšna 2 meseca nazaj enemu prijatelju v Avstrijo šli igrati za presenečenje za 70 let, pa je bil super navdušen. Vi pa tudi ste malo prah obrisali z inštrumentov, ne? Točno tako, točno. Za nas je igral tudi Igor Korošec. Ja. Ivo, pardon. Ivo. Ja. Naš krajan, skoraj lahko rečem. Ja. Se še kaj? Njega je pripeljala, ne, nisva nič na vezi, njega je pripeljala Alenka Češarek, ker je po Dragici, je potem Alenka pri nas začela peti. Ona dva sta se poznala in ko je naš kitarist pač nekaj zbolel in je praktično nehal igrati, pa smo z Ivekom Korošcem še nadaljevali, pa še fajn vokalist je bil, ne? Ja. V glavnem, 10 projektov ste izdali nekje, ne? Ja. Preko 3000 nastopov v 19 letih. Drži? Nabralo se je, res se je nabralo. Zdaj se obujamo samo spomine. Ja, spomini pa, če bi se od spominov dalo živeti, je na pesem sedaj tudi, ne? Res je. Milan, jaz ti želim predvsem zdravja, se veš, pa čim večkrat prim harmoniko v roke, ker ti si to, kar si prerekel, muzikant od začetka do konca.
Ti ne moreš drugače kot tako. Saj To je veš. velika resnica. Ja. To je resnica. Si prijetno nasmejan, vsi so te poznali po tvojih brkih, ki jih še vedno imaš. Takrat si imel manjše in večje, zdaj malo manjše. In Črni so bili. tako in ta tvoj nasmeh je bil tisti prepoznaven. Milan, hvala za tvoj čas, ki si ga vzel za našo oddajo. Igraj in bodi zdrav, kaj drugega ti pa že skoraj ne lepa. morem želeti. In hvala za povabilo. Res sem Ja. vesel. Ja. Hvala lepa in kmalu se vidimo. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak.
Prodajalna Uniforest v Celju, Latkoji vasi in na spletu. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. Zdravo. Za tiste, ki se ne poznamo, moje ime je sam Sebastian in sem neke vrste čarovnik, ampak danes ne bom jaz čaral, danes imam posebnega gosta s seboj, prišel je od zelo, zelo daleč, pa mislim, da je prav, da ga kar pokličem. A prideš ven? To je zdaj tvoja točka. Ja, daj prid, no. Ja, če te čaka publika, no, prid, no. Ja. A vidiš, kje sva? Zdravo. Zdravo. Ja, se boš predstavil naši publiki? Zdravo. Jaz sem Diogo. Diogo? Odkot si Diogo? Iz Argentine. Iz Argentine? Ja. Ja, kako pa to, da znaš slovensko? Sem že 3 leta tukaj. Ja, odlično, dobro ti gre. Sem slišal, da ti potuješ okoli s cirkusom in tudi nekaj čaraš in tudi nastopaš, a ne? Ja, tako, ja. Zakaj imaš pa tu eno mizico in vrv si sabo prinesel? To je zate. A zame? Ja, 3 vrv. Okej. In zdaj? Zivaj pred mano. Zibam pred tabo? Ja. Okej, pa probajmo. Tako, in zdaj? Štej do 3. Okej. 1, 2, 3. Ej, kaj zdaj to? Ej! Kaj zaspal, ali kaj? Pardon, kaj si zaspal, ali kaj? Ja ne, daj še enkrat, no, pa daj hitreje. A ja, jaz sem te hipnotiziral, verjetno, ne, ko sem zibal to pred očmi. Pardon, gremo še enkrat. No, daj takoj. 1, 2, 3. A ja, ti primeš to? Ja, tako, ja. A ja, ne, čak, ne smeš nič reči, potem spustiš. Daj še enkrat, pardon. Gremo še enkrat. 1, 2, 3. Takole, ja. Držiš? Držim. Glej, Diogo, ne smeš še reči držim, ker potem spustiš, pol ne držiš, prav? Okej. Pardon, gledalci, gremo še enkrat. No, daj. 1, 2, 3. Držiš? Ja, kaj boš, držiš? Ja, okej. Ne boš spustil, ne? Ne bom. Glej, Diogo, daj, ne smeš reči ne bom, ker potem spet spustiš, pol niti ne držiš. Okej. Glej, torej, če te vprašam, mislim, da reči, namesto da reči, okej. Okej. No, se bo. Pardon, gremo zdaj še enkrat. 1, 2, 3. Držiš? Se bo. Ne boš spustil? Kaj pa moram zdaj? Kaj moram zdaj? Pusti vrv! Ja, spusti vrv, pardon. Ok, zdaj pa je še enkrat zadnjič, pardon. Se bo, daj že enkrat. Daj že enkrat, no! Ok. 1, 2, 3. Imaš? Ne boš spustil? Ok. Kaj je že rekel, da moram zdaj? Kaj je rekel? A ja, spustim naj. Ja, daj no. Au! A ja, jaz moram spustiti. Pusti vrv že enkrat! Pardon, ok, zdaj pa res, daj no. A ja, spustiti moram vrv. Ok, vse sem si zapomnil. 1, 2, 3. Takole, ja. Držiš? Ok, in zdaj naj spustim vrv. Ok, no prav tebe. Ja. Kaj pa zdaj to? Ne gre spustiti vrv. Kako mislim? Pusti vrv! Diogo, glej, daj no. Kaj moram stoviti? Zakaj moram spustiti? Daj še enkrat, no. 1. Tak, ja, na 1 bo pa v redu. In zdaj, če moram spustiti vrv, ali kaj? Diogo, kaj pa zdaj to? Wow! Odlično! Čak malo, veš kaj, jaz sem tudi malo čarovnik.
Odlično to. Hala. Dobro mu gre, a ne? Odlično. Kje si se to naučil v Argentini, ali kaj? Po svetu. Ja, ampak zakaj pa je mizica zdaj tu? To je zate. A zame? Ja, poglej, odprt. Podprt, naj pogledam. Ja, jaz to grem. Adijo. Ja, prav, adijo. Adijo. Je rekel, naj podprt pogledam. Kaj pa vem? Kaj pa je s podprtom? Nič ni podprtom. Ej, Diogo, kaj pa je podprtom? Kaj? Ja. Kaj pa zdaj? Čak. Kaj pa je podprtom? Nič ni podprtom. Ja, kaj si... Joj. To je čisto norelo. Dio, kaj si to prinesel iz Argentine? Ali odkud? Že imam. To je čisto norelo. Pardon, To ima pa Diogo čist neke čudne danes. Ej, Diogo, se še srečamo, mi dva prav? Darilo zame, ja. Zanimivo. Rekel, naj pogledam podprt, pa nič. Ja. To je Diogo očitno prinesel za darilo, ampak kar nekaj, gre to po svoje. Si umiril? Ja, jaz mislim, da sem umiril. Bom jaz raje odstranil to, da se še kaj čudnega ne zgodi nocoj. Odlično. Tako, okej. Lepo pozdravljen, Sebastian. Hvala lepa. Torej, dragi gledalke in gledalci, nocoj samo za vas v naši zadnji oddaji letošnje sezone smo pričarali tudi našega mentalista, čarodeja, moderatorja. Kaj več mogoče še sam poveš? Nastopaš za mlajše, za starejše, za srednjo generacijo in tudi tiste, ki še ne znajo hoditi in govoriti. Ja, v bistvu probam v svojih nastopih nekako več likov združiti, od čarodeja, mentalista. Zdaj to, kaj smo videli, je, bi temu rekli neke vrste ventriloquizem, kot to je taka težka beseda, mogoče po slovensko bi to bilo trebuhogovorstvo. To je bolj en tak žanr, ki pri nas ni toliko popularen. To je recimo primerno bolj za družinsko občinstvo, bolj otroško družinsko občinstvo, sicer pa me vabijo tudi za odraslo občinstvo. Sebastian, imel si celo svojo oddajo na televiziji? Ja, Šesti čut smo posneli leta, zdaj že kar nekaj let od tega, 2014, mislim, da smo delali za TV Slovenija. To smo, dejansko je to bila ena taka ideja, moja že več let je zorela, da bi naredili tudi v slovenskem prostoru eno tako čista pravo, čarobno, magično predstavo, kjer bi imeli tudi goste ali pa kar naključnim mimoidočim na ulici, da bi čarali tako, da se jim čist sredi dneva zgodi nekaj nenavadnega in jih pusti malo razmišljajoče. Pa da jih pusti malo brez besed, ne? Ja, tudi, ja. Sicer nastopaš verjetno, kjerkoli te povabijo, imaš tudi kakšne svoje samostojne predstave? Ja, z veseljem nastopam, ker kamorkoli pridem, kamorkoli me povabijo in to je pač od tudi privat družb do podjetij in tako naprej. Imam pa svoje lastne predstave, posebej tudi imam za otroško občinstvo, z leti je nastalo kar nekaj produkcij različnih, potem pa tudi za odrasle imam en taki Fundamental Magic Show, ki je v bistvu en tak zelo interaktiven show, polno humorja, zabave in tak, ampak je bolj primerno pač odraslim občinstvu. Odlično, prihajaš iz Maribora? Mariborčan, tako je. Mariborčan, torej danes dva Mariborčana v naši oddaji, Milan Gerič in pa Sebastian. Me veseli. Me pa zanima, a si že kdaj kakšno žensko prerezal na pol? Ja, sem tudi, To vsi gledamo, kako zdaj to, pa spet hodi naprej, ne? Ja, sem tudi to poskušal in po navadi je uspelo. Je.
ponavadi. Enih dvakrat se je ponesrečili, poje pa šlo, ne? Ja, pač drago stane, ne? Ja, zelo, zelo. Sebastian, hvala lepa za tvoj doprinos v naši Hvala, oddaji. z veseljem, hvala za povabilo. Ja, zelo smo veseli, da imamo tudi kaj takšnega nenavadnega v naši oddaji, torej čarodeja. Mi se pa kmalu vidimo po enem krasnem spotu Kajdanskega zvena. Gospod častiti, dober dan, ste videl morda guzeja, razbojnika, nevarnega, ste videl kaj podobnega. Ej, spoštovani vi žandar, kaj takega pa še nikdar, saj mož sem jaz, Boga boječ, ki izogibam se nesreč. To je od sile, to ne gre, že pride guze na roki. Žandari smo, nasledi že, razbojniku naj to se ve. A bil je res falot pregnan, nazadnje strašno kaznovan. Pa kaj bi to spomin živi in jem junak nekdanjih dni. Poznate Franca Guzeja, moža zares hudobnega, razbojnika z Kozjanskega. On 7 križev in težav, le ki bi bil nepridiprav, ki žensko nogo je koval, moži postavil nič dajal. To je od sile, to ne gre, že pride guze na roki. Žandari smo, nasledi že, razbojniku naj to se ve. A bil je res falot pregnan, nazadnje strašno kaznovan. Pa kaj bi to spomin živi in jem junak nekdanjih dni. A bil je res falot pregnan, nazadnje strašno kaznovan. Pa kaj bi to spomin živi in jem junak nekdanjih dni. Tako, in že smo nazaj. Tukaj smo, Nikec me snema direktno v obraz. Gospod Marjan, lepo pozdravljen. Dober večer, lepo pozdravljen. Me veseli, da ste se pripeljali iz Maribora. Torej že tretji... Iz Ruš. Ruš, zato je pri Mariboru, ne? Ja, samo druga občina. Tretji člani neke skupine iz Maribora, tako da danes je Maribor naš. Tako je, ja. In prav je tako. Ja, Marjan, tebe se spomnimo, ko si bil pri ansamblu tle blizu Izgrobljenega, je tako? Drofenik. Tako, ansambl Drofenik. Še pa prizemet nekaj časa. Pa prizemeto Francijo, pokojno žal, ja. Tukaj ste se pa zbrali sami mladeniči, bi rekel danes na dan mladosti, ne? Ja, sami pionirčki, ne, te glasbe. Točno tako. In ste seveda, kako naj rečem? Mi smo vsi člani društva upokojencev Ruše. Zabavamo pa ljudi po domovih, dom upokojencev, na raznih takih in drugačnih prireditvah v kraju in izven občine. Poleg tega pa tudi kakšen Abraham se ujame, pa tudi kakšen 70 let in tako dalje. Tako, tole skladbo, ki nam boste nocoj zaigrali, ste posneli za en festival. Ja, to smo pa posneli za Vurbeški festival.
ki se imenuje tudi tako kot ansambel, nikoli ni prepozno. Nikoli ni prepozno in res je tako, gledajte, dokler ima, kot je rekel prej gospod Milan Gerič, če si muzikant, si od začetka do konca, tu ni debate. In dokler zdravje služi in je volja. To. Torej, ansambel nikoli ni prepozno. Zaigrajte nam tole pesem za Vurbeški festival in seveda želimo vam veliko uspeha na tem festivalu, da prijete v finale in tam dobite kakšno nagrado. Tako je. Hvala lepa. Enako in ansambel nikoli ni prepozno. Mi smo ansambel takšen z dodano vrednostjo, saj pol laseh se naših razvilo je srebro in prsih srca zlata močno nam bijejo, saj vsak so uglašena z domačo muziko, pa včasih kdo nas gleda, le kaj sploh delate, no dajte prostor mlajšim, za vas prepozno je, nikoli ni prepozno, da glas odvrnemo, čeprav smo malo v letih, še strumno godemo. Nikoli ni prepozno, še vedno vse se da, dokler nas družba zbrana, saj malo rada ima. Nikoli ni prepozno, saj vlak nam ni ušel, na zadnjem še vagonu si vriskal bom in pil. Za vzor, da je res še vedno čas, čeprav so tukaj leta izguban je obraz, za dobro voljo pisem pač omejitve ni, nikoli ni prepozno, da sanje zaživi. Nikoli ni prepozno, še vedno vse se da, dokler nas družba zbrana, saj malo nikoli ni prepozno, saj vlak nam ni ušel, na zadnjem še vagonu si vriskal bom in pil. Na zadnjem še vagonu si vriskal bom in pil. Takole, drage gledalke in gledalci, zopet smo za našo okroglo mizo, kjer že drugič v tej sezoni gostim edinega gosta, ki je dvakrat prišel. To je Tone Gregorc, lepo pozdravljen. Lep pozdrav tebi in vsem gledalcem TV Celje. Seveda, zakaj si danes ti že drugič v tej sezoni? Ne prvič smo šla skozi tvojo zgodovino glasbeno, prepevanja pri ansamblih in zborih. Sedaj, danes smo pa posebej zaradi dveh stvari. Dveh stvari, ja, tako. Prvo je jubilejni koncert o 50-letnici moškega pevskega zbora Anton Bezenšek Frankolovo. Vabil bi vse gledalce na naš koncert v soboto ob 19:30 v telovadnico oziroma večnamenski prostor osnovne šole Frankolovo. Torej v soboto, ne? To je v soboto, ja. 19:30? Ja, 19:30, 50 let našega pevskega zbora nemotnega delovanja. Tako, brez pauze. Imate kakšne goste ali samo vi? Ne,
Tokrat samo... Za jubilej se šika, da smo sami. Sami. Koliko pesmi boste zapeli približno? Ja, tam 15, pa še kak dodatek. Obvezno dodatek, Ja, to, tako, na Frankolo ja. je vedno dodatek. Ja. Ali to so ansambli ali pa zbori, ne? Edino vmes med pauzo bo podelitev krajevnih priznanj, Tako. ker moram povedati, da smo 23. maja, je bil naš krajevni praznik in v Ja. okviru tega tudi mi več prireditev prirejamo. Vsa društva sodelujejo v samostojnih projektih, tako da tudi ta dogodek bo nekje taka špica. Odlično. Ja. Drugi dogodek na Frankolovem je pa 10. junija. Ja. Ne? To je pa že 32. prireditev Ostanimo prijatelji, katero organiziramo prosvetno društvo Anton Bezenšek. Malo je spremembe od lanskega leta. Prej smo to prireditev skozi imeli v telovadnici osnovne šole, ker pa je sedaj malo vakuma, ker še ni opremljena za takšne priredbe, bomo letos drugič to prireditev izvajali v parku pod šotorom. In sicer bo to srečanje narodno-zabavnih ansamblov, 7 ansamblov prvo nastopi. Jih mogoče kar povema, Ja, kateri bodo nastopili? Jih lahko povema. Nastopili bodo Valovi, Špas kvintet, Jarica, ansambl Mikola, Eks in Špadni fantje. In za kraj še ansambl Utrip, za humor bo poskrbel Uroš Kuzman, znani stand-up komik, moderatorka bo Alja Tihle in po tej prireditvi okrog 8. ure se začne velika veselica z ansamblom Banovšek. Odlično. Tako da vsi vabljeni, bogat srečolov bo, vstop je prost, še enkrat povabim vse. Tako, torej, vsi, ki si želite dobre glasbe, zabave, na Frankolov 10. junija, še prej pa v soboto ob 7:30 zvečer, pridite na koncert moškega zbora 50 let. Sedaj pa, ker smo ravno pri zborih, oktet Podoglari iz Celja, krasen oktet, torej pravzaprav imenujejo se Mladinski oktet Podoglari. Izvolite. Rožic na vrtu že tisoč cvete, cvetje je tako kot moje dekle. Sončen je njihov dan, radosten razigran. Kaj bi želel si še več? Zjutraj si z roso lepša obraz, zraven pa poje, smeji se na glas. Saj kakor rože vse, takšno je to dekle. Kaj bi želel si še več? Sredi poldneva ima tisoč želja, pa ne odkrije jih se le smehlja. Moje je to dekle, pravi, da ljubi me. Kaj bi želel si še več? A pod večer, ko že vse mirno spi, tisoče zvezd tam na nebu žari. K meni privije se, pravi, da ljubi me. Kaj bi želel si še več? K meni privije se, pravi, da ljubi me.
bi želel si še več. Kaj bi želel si še več, kakor da zapojejo Podoglari iz Celja? Dušan, pridi malo bliže, ta čas, da naša dekleta razdelijo kozarce. Pozdravljen. Dober večer. Sem zelo vesel, da ste le uspeli do 30. oddaje si vzeti čas, ker ste zelo zasedeni, jaz vem, kakor pevsko, kakor privat in tako naprej. No, da smo tukaj zaseden, to ne bi glih rekel. Mi bi se rade volje odzvali, če nas bi ti povabil. Res da? Nas pa še sam zdaj. A tak je bilo? Ja, tak je bilo. Ja, kak lepo. Si vzamemo Dobro, da čas. se poznamo, ne? Dušan, krasno prepevate, krasne pesmice. Nocoj bomo slišali še 3. Naslednja je pravi takole, ta družba naj živi. Dobi boš sedaj kozarec od naše dragice. Pa praznega? Ja, zaenkrat še praznega. Tanja bo pa natočila. In torej vi prepevate že koliko let? Mi prepevamo od 84. leta. To se pravi, da imamo drugo leto 40 let. Odlično. So že karte na razpolago? Ali še Karte tiskamo, Tiskate? ker jih moramo noč in dan, da bomo jih tukaj ne tiskali, da bojo vsi šli Ampak po moje na štadion. po moje boste vi kar skopirali, ne? Bo hitrej fertik. Nekaj bomo že naredili. Biro oprema, ne žurnir. V glavnem, Dušan, naslednja pesem pravi takole, ta družba naj živi. Res je. Ta pesem je za vse, ko so dobre volje, če pa slučajno kjer ni, pa ko jo zapojemo, je pa tudi on dobre volje. Dušan, pridruži se svojim kolegom, članom in seveda na koncu, fantje, le trknite na koncu pesmi, predno se zopet pojavi Stanko. Ta družba naj živi, kot rožica naj cveti, zato še enkrat cukni ga, rukni po grlu, posmukni ga, saj je zapit. Zato še enkrat cukni ga, rukni po grlu, posmukni ga, saj je zapit. Prijatelj, zdaj na tvoje zdravje vsi kozarce dvignimo. Srečo, zdravje in veselje iz srca ti voščimo. Prijatelj, kaj imaš? Imam en poln glas. Lepi ga pi, prijatelj, ti, dokler ga je še videti. Lepi ga pi, prijatelj, zdaj, dokler ga je še kaj. Lepi ga pi, prijatelj, ti, dokler ga je še videti. Lepi ga pi, prijatelj, zdaj, dokler ga je še kaj. Prijatelj, kaj imaš? Imam en prazen glas. Prav dobro znaš, kapice, se ti že na nosu vid. Pri kterem mojstru si ti bil, ki je tebe pit učil. Prav dobro znaš, kapice, se ti že na nosu vid. Pri kterem mojstru si ti bil, ki je tebe pit učil. Ta družba naj živi, saj liter še prazen ni. Zato še enkrat cukni ga, rukni po grlu, posmukni ga, saj je zapit. Zato še enkrat cukni ga, rukni po grlu, posmukni ga, saj je zapit. Ja, kot ste slišali, fantje že trinkajo, privoščite se si ga, kajti pred naslednjo pesmico, katero sem si pa izbral posebej jaz, kajti skladbica Nocoj, ki jo prepevajo
mi je tako lepa, tako pri srcu, da smo se le dogovorili, da jo zapojejo z nami in seveda samo za vas, dragi gledalke in gledalci, Oktet Podoglarji in skladbica Nocoj. Nocoj za zapel bom pesem mesečnih višav, misli k njej bom poletel, tja preko skrogov Vem, da sluti pesem mojo, željno išče zvezdo svojo. Draga se v nebo ozira, srcu pesem moja, mesečnih višav, misli k njej bom poletel, tja prek zlogov Prekrasna pesem in verjetno je tudi vam bila všeč. Sedajšnji sogovornik bo z mano gospod Rafael ali Rafko Geršek. Prosim, Rafko, če se mi malo pridružiš. Lahko rečem kar prijato, ne samo dolgoletni. Lahko povem, da si me tudi peljal na mojo prvo poroko igrati s harmoniko, je res? Res je. 13 let si bil star. Tako. To je bilo pred 16 leti. Skoraj. Tako. Rafko. 15. Ljubitelj petja si. Res je. Ljubitelj slovenskega kruha. Tudi. Kajti vaša družinska pekarna že preko 90 let. 94. Tako peče odličen kruh in vse ostale pekovske izdelke. Saj tudi reklamo lahko vidimo vsak četrtek. Kako da te je pripeljalo torej tvoje petje, ki si, verjetno ko si delal v peč kruh, si začel kaj pet, ne? Ja. Kruh po noči spi, so rekli mati mi in to, ne? To je bila tista skrita želja, veš, ki je dolgo tlela, ampak ni bilo časa. Dolgo ne. Ampak sem vesel, da si se pridružil Podoglarjem. Ja, zato sem imel srečo, ker sem prijatelje poznal, veš. Tako, brez prijatelja nič. Tukaj ste sami dobri pevci, ki ste kot v mladosti že prepevali v raznih zborih, je tako. In ko se zbere, jaz sem vam že enkrat rekel, da vi imate blend, torej sound. Vi ko zapojete, zvenite, isto kot so bili fanti s Praplota in še kdo, ne. Lahko se zdaj dobi 10 najboljših iz ne vem od kje vse, ampak ne bojo imeli pa sounda, ne bojo pa točni mogoče, ne. Ja, pa je pa malo del mogli vaditi, tako smo tudi mi. Tako. Brez vaj nič. Tako, vi se odzovete, kjerkoli vas povabijo, prijete tudi za kakšno presenečenje, recimo, ne? Tudi. Tudi, če ni nikoga doma, vi odpojete, pa grete, pač vse nimaš kaj, ne? Do pijače pridemo. Tako, ključ od kleti, ne? Tako. Si tudi strasten proizvajalec krasnega vinčka. Ja, to je pa srčna, tista dolgoletna. Tako. 50 let bo drugo leto. Tako, katerega bomo tudi po oddaji nazdravili na 30. oddajo in zaključno v tej sezoni cela ekipa TV Celja in pa seveda vsi nastopajoči. Rafko,
V glavnem, želim, da še dolgo prepevate. Naslednja pesem, ki jo boste zapeli, Domov, domov, slovenski kraj. Zelo nežna, lepa. Tako, prosim, če se pridružiš in seveda samo za vas, dragi gledalke in gledalci, Domov, domov, slovenski kraj. Domov, domov, slovenski kraj, me vleče njegov krasni maj. Tam rože imajo lepši diš, tam ptice znajo dosta viš. O ti slovenski kraj, si moj zemeljski raj. O ti slovenski kraj, ti kraj, si moj zemeljski raj. Sprehodil sem že pol sveta in videl mnogo sem polja, a ti si Pingrad proti njim, zato po tebi hrepenim. O ti slovenski kraj, si moj zemeljski raj. O ti slovenski kraj, ti kraj, si moj zemeljski raj, moj raj. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. OK LED prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED, salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED, ko svetloba spregovori. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza.
Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak. Prodajalna Uniforest v Celju, Latkoji vasi in na spletu. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. Rade, na ustnice rade zvabile na smeh, ko se
No, in so nam le izdale tisto njihovo skrivnost. Danes je z vami ansambl Skrivnost. Kako se to lepo rima? Da vidimo, kaj bo povedala njihova tretja sestrica Kristina. Kako? Živijo. Smisel, da je že glasek šel kam? Ne, to pa ne. Gledam tole kitarco, gledam, ne, stara framoska, ne? Ja, res je. Kako se točno imenuje ta model? Tole je pa Sorela. Tako, Sorela. Je, vrat v redu, ni predebil, ne? Odlično, glih prav. Glih prav, ne? Za moje roke narejeno. Tako, za nežno dekle. Kdo pa je tebe navdušil nad kitaro? V bistvu nam je Miklavž prinesel kitaro enkrat, ko sem bila v 4. razredu. Pol smo pa vse tri se naučili igrati kitaro, tako da ja, že kar dolgo časa nazaj. Potem pa, ko smo se odločili, da bomo imeli ansambl, sem pa se začela učiti pri Milanu Koklu. Tako da, kar se tiče narodno-zabavne glasbe, me je pa on učil. Moravče, ja, samo čez hrib od nas. Znani kitarist Franca Miheliča. Tako je. Zanima me še ena stvar. Gledal sem tele vaše petke. Ja. Nisem gledal nog, ampak samo petke. Ja, razumem. Razumeš, dobro. Prozorne so. Ja. Je to s posebnim namenom? Ja, seveda, da so bolj skrivnostne, ne? A da se skozi vidijo? Ja. To on kdo posebej dela te življe ali ste slučajno kje našle? Tu jih pa mi posebej izberemo v trgovini pa kupimo. Ja, tako, na ta način. Ženske ste vedno ste v prednosti. Moram vam še nekaj povedati. Vi ste že nastopali na eni turneji v Kanadi. Res je, leta 2019 smo bile na turneji v Kanadi in sicer okrog Toronta. Letos pa se odpravljamo čisto na drug konc Kanade in sicer v Vancouver, tako da še tam pozdravimo te Slovence, ki živijo. Za Slovence, tako. Ja. Imajo vaše posnetke na Radio Toronto mogoče? Ja, to pa ne vem, ne. Ne vleče do sem, ne. Ja, ne vleče do sem. A veste, katera gospa je tam urednica slovenskega radia v Torontu? Katera? Gospa Ahačič. Ja. Tako da se povežite čim prej, posnetke, seveda to danes tehnika dela, mail, da vas jo vrtijo, pridno prijete tja. Ja, bomo se zmenili. In kje vas lahko vidimo igrati ansambl Skrivnost? Imate kakšne veselice tudi v letošnjem letu? Ja, večinoma sicer igramo bolj po zasebnih zadevah, ampak spremljajte nas na Facebooku, Instagramu, pa tam vse zveste sproti. Velja, jaz si jo zdaj kupim Instagram in Facebook, ko me smo 40 minut pa še zaigrati. Ker pokličite, pa se zmenimo. Velja. Samo za vas ansambl Skrivnost. Na sveter mladosti podi čez plan in mnogo radosti pokaže nam. Na glavo obrne, na zavrti, nam pantofino se zdi. Nas nosi po svetu in to tako, da par centimetrov nad tlemi smo. Od tod pa razmeče bolj krasen je.
Po svetu vandram, kamor vodi me harmonika. Nič mi težko na poti, vsak me že poznam. Iz mesta v mesto sivo cesto mirim dan na dan. Slabe volje skoraj ne poznam. Se staro mlado vedno rado v ritmu zavrti. Kjer se naša pesem čuje, vsak se razvedri. Stavalček, polka, kralj, kraljica celega sveta. Muzikant pa krono ima da. Le muzika veselje da. Ker slabih časov ne prizna. Polepša vsak, če miren dan. Od meni več niče zaspan. Le muzika veselje da. In najde ti prijatelja. Združuje dobre vse ljudi. Mladost v srcih prebudi. Se staro mlado vedno rado v ritmu zavrti. Kjer se naša pesem čuje, vsak se razvedri. Stavalček, polka, kralj, kraljica celega sveta. Muzikant pa krono ima da. Le muzika veselje da. Ker slabih časov ne prizna. Polepša vsak, če miren dan. Ob meni več nihče zaspan. Le muzika veselje da. In najde ti prijatelja. Združuje dobre vse ljudi. Mladost v srcih prebudi. Le muzika veselje da. In najde ti prijatelja. Združuje dobre vse ljudi. Mladost v srcih prebudi. Le muzika veselje da. In zato za vas, dragi dame in gospodje, smo od oktobra do konca maja prepevali, igrali, se veselili na naši veselici na vasi. Jaz upam, da vam je bila naša oddaja všeč, da nas boste spremljali še naprej, seveda jeseni, če bo jesen takšna, kot mora biti, saj veste, ne? Ko bo listje padalo, pobrali bomo pridelke in tako naprej. Ekipa TV Celja in Stanko Mikola, moderator, se poslavljamo in vam želimo krasne počitnice. Uživajte, kjerkoli boste, v hribih, na morju ali mogoče tudi doma. Tam, kjer vam je lepo, tam bodite. Srečno in na veselici! Na mizi kapljica se rujno vam smehlja, v veseli družbi smo. Na odru pa igra vam godba iz srca, da vam še lepše bo. Slovenec je pač tak, da vsak je veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vse godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Povini vaš nasmeh, saj lepšega ni. Zavriska iz srca Prešerno, kar se da tja prikvasi. Objame druščina me prek ramen srca, le enkrat se živi. Slovenec je pač tak, da vsak je veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vse godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Poveli vaš nasmeh, saj lepšega ni.
Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vse godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Povi mi vaš nasmeh, saj lepšega ni. Povi mi vaš nasmeh, saj lepšega ni.